Evo, sem jih malo posnel pod vodo, sem se kar na glavo dol postavil, roka stegnil, Natalija me je za noge držala. Spelo nama je. Tole pa popestri dan. Lepo vreme, končno prvi dan, da je res pravo sonce, pa še delfini. Pa ne eden, ne dva, ampak cela jata. Ja, malo mokro majico, ja, ki se na glavo not visel. Ampak nič hudega. Voda ni še nobenega ubila. Saj tako ne, no. Moji ljubki. Takole se pa Natalija hladi. Današnje jutro ni ravno tako sončno, kot je bil včerajšnji dan. Tudi bonaca je čista, tako da nadaljujeva zdaj naprej ob otoku, malo približno 50-60 mil do Bude Marine. Greva na motor, malo dovolj elektrike, tako da sem se spravil, še delam tako le kopije posnetkov, ki delam mesečno na 3 različne diske. Če se karkoli zgodi, da nama ostanejo spomini. Bo videla, kako daleč bo šla do danes, kaj bo počela. Upam, da bo najdela kakšno sidrišče, da se bo lahko še šla malo kopat, potapljati, če bo kaj zanimivega. Drugače pa bo vsak dan tako nadaljevala proti Marini, tako da čez 2 dni bova tam. Zopet težave. Tale mikrofonček za alarme je začel piskati, oziroma se čudno oglašati. Zdaj sem ga pokril z tem trakom, da se tukaj ne sliši. Zdaj imam pa to razdrt, po moje, kaj zaradi vlage ali pa česa prišlo v stik. Tako da moram zdaj to razdrt, pogledati, kaj je, pa sem spet dober za pol dneva. Takole izgleda. Se pravi, zdaj ali res kje v alarmu, sem ne vem kaj, elektriko daje, voda je v redu, se pravi ne bi smel, za drugega pa mislim, da že nima signala, tako da mislim, da še vedno da je v kontaktih, in po voltmetru malo zmeral, pa malo s kontakt sprejem na šprico, mogoče unehalo, mogoče je to težava, ne vem. Bolj me zanima, zakaj piska, zato ker je v kontaktu ali zato ker je res kaj narobe. Samo, se pravim, kot elektrika pa vode, drugega že tukaj ni. Tale obala me pa čisto spominja na Hrvaško. So že bolj kot kakšni kornati, malo bolj goli. Plujeva ob Fidžiju, ob največjem otoku.
Natalija spremlja karto med črmi, kjer plujeva, se ne bova kam zaletela. Namreč tle ni, ker je preveč globoka voda. Vse tukaj okoli je rif, je vse plitvo. Sem se na posnetku nič ne vidi, pa še taka svetloba je zdaj, ker ni sonca. Tako da morava paziti. Ni težko, sem pač moraš biti pa skozi pozoren, da kam ne odbiješ. Moja skiperka se je odločila, kljub temu, da greva na motor in da bo odprla Genova, s tem pripomore kakšen vozu pri hitrosti plovbe. Tako da ji pustim naj narediti tako, kot mislim, da je prav. Pridobiva izkušnjo. Dobro gre že, dobro. Greva v Vodo Marino, da vidimo, kaj se da zmeniti za najno popravilo, pa koliko stane, pa tako naprej. Jadrnica malo pa tam na zunaj pred tem vhodom na sidru. Je peščeno, blatno dno, tako da dobro drži. Treba pa tle malo se razgledati, tako je že popoldne, danes veliko ne bo ugotovila po moje, ampak vsaj kaj je dobro, da malo se razgledamo. Da so prišla na mesto Lautoka z avtobusom, enem lokalnem, sicer ne jaz sploh, kako so prišla sem. En taksist naj kar naložil, pa naj pelo ene par kilometrov do ene glavne ceste, pa so šla pa na avtobus. Zdaj greva pa tle malo po Lautoki, sicer še ne veva kam pa kako. Glavno danes imamo sem plan, da se malo razgledava, nabavljala nekaj ne bova, razen če kaj nujnega ne rabimo. Shopping mall. Shopping mall je to. No, tole je shopping center. Se imajo tudi večje stvari, bova najdla. V glavno danes popoldne se bomo tole malo sprehajala, pa gremo nazaj v Vodo Marino. Upam, da jutri damo potem jadrnico ven, to me bolj skrbi, pa da začnemo z deli, da to popravimo. Pa da je končno pol mer. No, vsaj upam, da bo. Medva sva šla z avtobusa, čeprav imava še približno 50 metrov do zavoja v Marino, ampak kot vidite, so ljudje še v mestu, so še 3 postaje za 50. Ponavadi zdaj na zadnje parkrat, ki je ustavil, tudi za pol dolžine avtobusa ne naredi, tako da ne zastopam res. Tudi 2 koraka ne more narediti, ali pa za 2 dolžine, se pravi 20-30 metrov naredimo, pa spet ustav. Tako da postaje milijon. Za 10 km smo rabili več kot na uro. V bistvu zdaj avtobus še zmeraj tamle za nama. Zdaj se bo pa tukaj še ustavil, to je ena postaja, pa še ena za noč zavit. Tako da
Če ne verjamete, bom zdaj pokazal. Vola. Evo ti, mi smo pred avtobusi prišli, to je isti avtobus. In zdaj naslednja postaja je pa tukaj, ki vidite spet, ki naprej stojijo. Tako da neverjetno, kaj tazga, ne vem, jaz še nisem doživel. Ne vem, ali naj se smejem, ali je to res, ali ni res, ampak v bistvu si peš hitrejši kot avtobus. Tako da, zdaj bo speljal in čez 10 metrov bo verjetno spet ustavil, vsaj dvakrat ni zaračno, da vidim. Ni. Ampak vseeno, no. Hecno. Skozi ustavlja. Čisto se ustavlja. Na 3 metre. Drugače potem, ker smo se pa peljali po odprti cesti, pa piha, ker ni nobenih oken. Piha, tako kot bi en s fenom direkt v glavo skozi pihal. Ja, ne povej, kje smo se vozili, po Makadamu. Ja, po Makadamu, to še ni nič kaj tazga. V glavno, zdaj smo prišla nazaj tle v Marino. Nekaj malega sva kupila tle, kjer nosim. Zdaj greva pa na jadrnico, mislim, da malo za danes dosti, bil kar naporen dan. Takole po mestu hoditi, pa po avtobusih ni glih enostavno, se človek bolj utrudi, kot če bi kaj delal. Takole, uvoda Marine gre timi ven iz vode, da bo vse porihtala kar mava, pa glih srečo spet dež pada. Letos je pa res slabo vreme. V 2 tednih je še več, ker smo tukaj na Fidžiju, smo imela celo en dan, ko smo šla na slapove, sonce, pa še en dan, to je to. Po skoraj enem letu v vodi je kar čisto, ne? Edino malo po robovi gor, edino kobilca je, ne? Ampak to je pa zato, ker se je luščila, pa par delov je še takih, ampak to bo kar na roke sčistila vodo, krdačo. Pa bomo pa samo nekaj delov premazala nazaj z antipalingom, ne celo. Tako vreme imamo na Fidžiju. Nič fidžijsko. Se lotili delati. Krmilo bomo zdaj dol sneli, ker je ležaj, ima luft in se to pozna potem pri jadranju, pa skozi se te treslaje prenašajo, tako da ni fajn. Tudi za krmilo ni dobro, za avtopilot, za nič ni dobro. Bomo zdaj to zamenjali. Potem druga dela so nosilci pa plastika. Antifouling bova malo popravila, cink protektor je zamenjala. To je to. Tako, zdaj smo rob dol vzeli talele, tako da bomo ta rob zaščitili, potem bomo obdelali nazaj, potem pa gre ta aluminij nazaj, pa bo v redu. Kot vidite, pada dež, sploh noče biti lepega vremena. V glavnem, to je zdaj situacija. Nekaj smo se danes že lotili, ampak je dosti ne moramo, ker je ker je slabo vreme, ker je dež. Kašel sem dotaknil se. V glavno, vodna linija bomo tukaj dvigali, se pravi, to rdečo bomo zdaj dol postrnila, ščistila, tako da bo potem antifouling, se pravi, do te linije, ker je, kot vidite, bolj pod vodo, kot je normalno, se pravi, prenizko vodna linija. Zdaj tukaj smo tale rob dol vzeli, nazadnje je tukaj odprlo, tako da bomo zdaj to popravili, pa nazaj, zasilikonizirali, da ne bo voda več prehajala. Je pač zgoren del, pa tle še aluminij, to bomo potem lepo nazaj prešraufali, tako da bo lep rob, tako kot je tukaj. Ja, jadrnico bo treba ščistiti, mogoče bomo celo malo polirala, bomo videla, kako bo s časom, pa z vsem, tukaj imamo gumenjak, kante,
slabo vreme je res, tako da kaj dosti ne moramo delati. Zdaj se bom lotil, bom probal to nalepko dol dobiti, če bo šlo, okoli in okoli je treba ščistiti. Pa kobilico isto, potem pa bomo dala, če bo dovolj, en premaz antifoulinga, kobilica bomo dala nov primer pa 3 roke, tako da to je to. Krmilo smo sneli, odmontirali. Zdaj sem tle naslonjeno, na srečo ga ni treba niti sploh dol imeti. V glavno tukaj pride tak teflon z 2 delov skupaj, z vsake strani sešraufano, in tukaj je imelo zdaj pač bila zračnost, luft, in se je pač premikalo, tako da tole bomo zdaj zamenjali. Ne vem, koliko bo stalo, v bistvu tu je teflon. Cink protektorje bo treba zamenjati, zdaj po enem letu. Bomo videla. Kaj naj vam reče, se ne moreš delati. Obucem tako, zato ker je bolj enostavno, da se tam nasezujem, pa gor imam kar tuš, da si noge splahnem kar in gor, zato ker je samo blato. Ne moreš nič delati, tako da katastrofa, drsi. Ni enostavno, ni vremena, tudi jutri pravijo, da še naj ne bi bilo dobro, tako da ne vem, kam to vodi, v glavno sama packarija. Tako da itak zdaj ne moramo delati antifouling. Teče dol skozi po jadrnici. Ta ležaj smo na Grenadi menala, je dober. Propeler, kot vidite, ko ga vsake toliko časa malo ščistim, niti ni umazan, tako da ga bom samo spoliral spet, da bo v redu. Tako da, to je to. Tole imam pripravljeno, moram iti tle pred marino, malo stran. Polnejo plin, sem že vprašal, je rekel naj pripeljem, tako da upam, da bomo dobila plin zopet. Zdaj grem pa kar notno toplo, ker me zeve. Po noč smo imela samo 19 stopinj, tako da imate pri nas doma bolj toplo, bolj prijetno, kot pa je tukaj. Greva na filat, katere jeklenke. Človek misli, da je že vse vedel. Katamaran z 2 jamboroma so ga videli na Pepetiju, na Tahitiju. Ampak je imel en za drugim. Ta pa ima na levi pa desni strani pa en jambor, kaj tazga še nisem videl. Takole zdaj izgleda. Zdaj tukaj bo prišla pena, potem pa gor čez nova plastika, gel coat, potem pa bomo od spodaj dali nosilc, ga bomo zvarili pod pravim kotem, da ne bomo falili, bomo to naredili, ko bo to končano. 4 luknje čez, zmontiramo in to je to. Rob je pa na srečo tudi iz 2 delov ta sestavljen, to je zgornji del, pa se strani ima enega, jaz sem mislil najprej, da je iz enega kosa, tako da ne bo problem tole urediti. Se pravi, moramo sem tlele ta vogal zaprt, tam kjer je odprto, ne vem, takle del, pa še meter dolgo je. Potem pa našraufamo nazaj te aluminijske letvice in to je to. Mislim, da bo kar v redu, no. Danes očitno naj čaka nov lep sončen dan. Malo je vetrovno, pa kar mraz je, ampak sem vseeno v kratkih rokavih. Po noči samo 18 stopinj. Evo, tole bova dal Interprotect primer in pa nimajo Mikrona 350 v oceani, ampak prodajajo tega, tako da je kompatibilen, isti v bistvu Mikron Extra 2. Tako da, dobro bo. Da še na hitro povem, to stran smo dali ven. Smo pač zrezali ven, tega dela itak ni. Zdaj je prinesel tukaj drugač les original bil noter. Zdaj imamo pa tako posebno foam, se pravi peno, katera bo zdaj tukaj prišla kot skorja, kot sandvič panel. Na tej strani je pa sem pobrusil stran, pač tale del, ki so bile pač poke.
Se pravi, zdaj bo pa, se pravi, ni treba, je v redu tole, ta les nič ni gnil, tako kot bi bil na oni strani, pa vse mokro, zato je že zgnilo. Tukaj je super, tako da bomo zdaj samo pač dali layer lepo čez, nov nosilc spodaj, oziroma popravljen in to je to. Tukaj mi je že skoraj uspelo dokončati. Spravi, kopilca je skoraj pripravljena, sem še malo treba pobrusiti, ampak sem se spomnil, da mogoče brez veze, da jo čisto brusim, zato ker bo rjavela, bolj da naredim pred, da bomo nanesli primer. Trup je kar čist, mogoče sem še na kakšnem mestu se malo popravil. Vodno linijo, se pravi, bo tle, ko je ta rdeča, zdaj sem to pač stran pobrusil, zdaj še do konca in dal trak, da bom potem s primerjem lahko namazal, da pol vse skupaj prebarvala od tega roba pa kobilca. Dalje bo spucala zdaj še to stran. Nanašamo primer. Danes je nedelja, sva bila že pridna, čeprav glih ni tlele običaj, da se dela ob nedeljah, ampak sva enkrat premazala z primerjem kobilco, pa ta del, ki bo nad vodno linijo dala. Zdaj pa hodil malo tlele po marini, po boatyardu dejansko, ali kaj bo tukaj, ne vem. To je vse umetno nanešeno. Tukaj par let nazaj je bila še voda, morje. Medaj grejo pa zdaj tlele malo pogledat. Lepo pihla, je prav prijetno. Ne? Ti? Ja. Pozdrav. Bula. Francoska Polinezija pa Fidži. Bula. Zgreva pa tamle, ko je tistale hišca, oziroma nad strehca, imajo tako viseča mreža in se lepo noter namestiš in uživaš. Enega kupila. Enega kupila. Ja, če bova našla. Malo kar veliko stvari za kupiti. Ampak tale del tlele mi je pa prav všeč, evo ti lep pogled na marinco, travca lepo, par palem. Dobro so naredili. Nimam kaj reči. Tako, zdaj pa Natalija demonstrirala, kako je tolele. Tam daš noge potem. Ja, zgleda fajn. Tako noge, ja, in lepo ležiš, tako viseči mreži, lepo, super je. Tale noter ima pa za roke ne. Za roke ne, za pijače recimo, ja. Tako da, fajn je tole. Še gunce, se malo me za gunce. Ja. Samo ne tle v tu. Mislim, da imamo inšpekcijski nadzor s strani Natalije, kar pregleduje in sprašuje, kaj se dogaja, tako da moramo odgovarjati na zastavljeno vprašanje. Danes je kar lep dan, kot vidite tudi piha, plimo vse, kad takole zgleda, tukaj je vse zdaj suho, drugače je pa kakšne pol metra pod vodo vse skupaj. Drugače pa takole tukaj shranjujejo pač jadrnice, kar je boljš, se pravi ta srednji del je vkopan, v kateri je noter kobilca in pa krmilo, tako kot kanal za avto, za avtomehanike. Potem je pa tle samo po robovih, po trupu, po antifoulingu, se pravi po podvodnem delu je naslonjeno na te gume in lepo miruje in veliko bolj stabilno kot na teh podstavkih, ko sva medva.
One. Hello. Yeah, that's it. Midva nadaljujeva z deli. Zdaj sva dala eno nos na kubilco, pa na vodno linijo sva dvignila. Tako da to je to. Zgoraj mojster že rihta s plastiko dela, tako da bo končal lute. Dejansko že skoraj danes je, treba sem še pol malo za pobarvati. Bomo pa itak še vrh jambrati senzor, še enkrat pogledati, dela pa ne dela. Kolešček moram spucati za hitrost, take zadeve, cink protektorji pridejo še gor. Drugač pa najbolj pomembno je zdaj, kar čakamo, ko bo plastika narejena, oziroma zdaj je, da pride varilc. Bil je že tukaj, prišel pogledati, je rekel, da ni problem, da bo prišel vse, zdaj ga pa ni. Zdaj bo, danes je, mislim, da torek, v sredo so šla ven, skoraj en teden so že od zunaj. Da upam, da bo varilc rab par urc, mogoče 2, da tole zavari, tako da ni veliko dela, sam prideti mora, to je problem. Tako da upam, da nam bo uspelo zrihto do konca tedna, da bi šla vsaj v petek nazaj v vodo. Kupil sem 12 litrov olja za motor, filter, tako da bo tole poštimala. Zdaj čakamo varilca, da bo prišel tole pogledati, zavariti. Mislim, gledati nima kaj gledati, narediti je treba. Natalija si je pa malo časa vzela, zdaj ko čakava. Je pa take zapestnice dela, tako da bo zdaj se začela s tem ukvarjati pa prodajati, ne bo imela za stroške. Jeklenka s plinom, danes varimo. Tole je varilni aparat. Takole zgleda vse strano umazano, glavno. Ta stran takole zgleda, plošče gor, zdaj bodo pa tle privarili začasno, potem pa dol vzeli, pa še enkrat. Tukaj isto, tudi tukaj imamo že novo štango z navojem, 2 kotnika. In to povarila in to je to. Zdaj je takole privaril. Zdaj bo dal pa še 2 oječitve, spet malo zavaril, potem pa dol vzel pa zavaril dokončno in to je to potem. Potem pa bomo zamontirali nazaj, pospravili. Tlej sem brisače gor vrnil, zanj ga je v redu, če je polno steklo plastike, ne vem kako mu to dol dobla. Glavno. Ono stran treba pa isto, zdaj sem tukaj pečico že ven vzel. Zdaj smo tako skozi 100 luknjo not pridemo. V glavno, packarija, jadrnica tako mazana, da po moje 2 dni bomo sem pacala. Groza, ko bi atomska bomba pala. Upam, da res to popravimo, pa da bo mir za naslednjo leto, da prideva domov, ker ne želim več šraufati. Se bojim, da bo spet kaj novega. En tukaj je sojedralec je rekel, vedno si pusti eno stvar polomljeno ali pa pokvarjeno, ker če boš vse popravilo, se ti bo takoj nekaj spet zgodilo, tako da mogoče ima prav. Kakšno malenkost moram pustiti še za drugič. Good. Good. Finally some meat. Oh, it's a meat marvel. Hier moet je pickle. Yeah. Oh, you God, thinking about it all. Now, Jackie, what she said I'm coming back.
Not to my mother. Not to my mother, you don't. Slightly worse than your mother. Komaj da sva končala na suhem, zdaj čaka, da bo dvigalka prišla. Tukaj bo še prišel črn rob. Tukaj zdaj je antifouling, cink protektorji na kobilci zamenjani, malo trup spoliran. Jambor treba še naštelati, zdaj smo dali gumenjar gor pa kante. Zdaj pa tole še vse skupaj pospravimo in gremo v vodo. Kjer bo ostala še ne 2 dni, ker moramo jadrnico spucati, gor je vsa umazana, sem zdaj ne mora pucati, ker je še pobarvana paluba, tako da nekaj dela naj še čaka. Drugače, tako v redu, no. Vodna linija sva dvigalna, tako da zdaj upam, da bo boljš, da se ne bo toliko nabiralo sranja na temu robu. Znači, zdaj moram pa iti še tole hitro pospraviti, ker je dvigalo že tukaj zraven čaka. Palubo je treba še celo oprati, ampak danes je še barvo tole. Tako da bova, pa ko bo res suho, sicer je suho, ampak bo verjetno jutr prala celo jadrnica, evo ti koliko je praha, sam prah. Tako da takole izgleda. Rigging ni še, zdaj še niso vse točno napete, tako morajo, tudi noter še ni. Tako da še malo bo potrebno, ampak smo pri koncu. Evo, zdaj še ta Avstralc prišel tukaj, se ga dali ven zraven naju. Da so pa pripravljena samo, da dvigne jadrnica, da še tiste dele, kjer je naslonjeno, pobarvava in to je to. Oken ne bova zamenjala, ker je hoče preveč, tako da zaenkrat ne bova. Kokpit je tudi ves umazan, pa bom še spoliral tole, ki je za sedeti, jutri, ko spucamo. Boki so zdaj spolirani, se pravi, tole še malo tole črno črto potegnemo in to je to. Evo ti. Od ptičev bomo imela kar dosti dela, da bomo tole vse upravili. Končno gre Timi nazaj v vodo. Leave it to Greg.